Spoštovani predsednik, predstavnica Kitajske republike, cenjeni gostje, v veliko čast si štejem, da lahko zadnjič v imenu Državnega sveta in seveda tudi v svojem lastnem imenu pozdravim vse navzoče ob tem zelo pomembnem dogodku. Dovolil se bom malo čustvenosti in upam, da ne pretiravam. Razstava, ki jo bomo danes skupaj odprli, je pravzaprav razstava temeljev slovenske znanosti, slovenskega intelekta, na katerega smo tako ponosni in na katerega se oziramo, ko rečemo, da smo Slovenci sicer malo številen, ampak velik narod. V svetu smo prispevali veliko število pomembnih znanstvenikov, ustvarjalcev, mislecev, ljudi, ki so bili daleč pred svojim časom, ki so pomembno sooblikovali tudi zgodovino Evrope. In da se ne bi zgodilo, da spomin nanje prekrijejo vsebine hudourniške zgodovine našega naroda, je vedno potrebno poiskati iskalce zlatih zrn, ki pod vsebinami, ki jih prinese vsakokratna politika, najdejo ta zlata zrna, jih izpostavijo ali po čem na ogled postavijo, tako da bodo naši zanamci vedeli, da so potomci rodu, ki ni kar tako. Pravi čudeže, da smo preživeli. Majhno število nas je. In edino, kar nas reši in ohrani za zgodovino, je spoštovanje do svojih prednikov, vestno učenje, delo in ustvarjanje in ponos, da smo to, kar smo. Da se ne podrejemo komurkoli, ampak da zavestno ravnamo v dobrobit svojega naroda in vseh ljudi. V tej priložnosti bi izrazil res globoko zahvalo jezuitskemu redu. Brez njih, brez njihove jasno začrtane poti, ki je Adamovo jabolko znanosti, ki je Adama in Evo izgnalo iz raja, ohranilo nenevarno in iz znanosti namesto Pandorine skrinjice napravilo skrinjo zaveze, iz katere ljudje črpamo, da bi bolje živeli. Znanost brez duhovnosti, brez spoštovanja, brez končnega visokega cilja služiti dobremu in služiti vsem, je znanost pogubna. Znanost z globokim smislom služenja dobremu je znanost, ki nas bo popeljala do zvezd. Nekoč, pa nas več ne bo. V to ni ne dvomim. In znanost, ki nima temeljnega smisla, spoštovati red stvarstva, spoštovati najvišjo avtoriteto, ki je avtoriteta ljubezni in dobrega, taka znanost, ki tega ne spoštuje, nima prihodnosti. Jezuiti so temeljni kamen, ki je s svojim delom omogočil, da slovenska znanost danes lahko prosperira. Tega nikoli ne pozabimo. Vsak čas ima svoje modne muhe, vsak čas išče svoje idole. Ampak enega pa res ne smemo spregledati. Služba za ljudi, služba za najvišji smoter dobrega, v Božjem imenu, za narodov blago in za dobrobit vsega človeštva. Hvala vam za to, kar ste. Hvala vam za vse dobro, kar ste naredili. Jaz upam, da tisto drevo, ki je nekoč v 18. stoletju tako zelo zelenelo, zopet razprostre svoje veje in da bomo v senci teh vej in varnem zavetju pred viharji, ki jih prenaša sodobna doba, dočakali nove čase. Želim vam vse dobro in če dovolite, bi današnjo razstavo razglasil za odprto. Dež ne vam ne pokvari veselja, dež mine, po vsakem dežju pa ne bo še tako huda ura, ko si je sonce.